Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Slovenjebistriške kabelske televizije v zadnji informativni oddaji tega leta. V letu, ki se poslavlja, smo v studiu Bistrica pripravili 51 informativnih oddaj in o njih poročali o tekočih dogodkih, ki so se zgodili na Bistriškem. V teh dneh se vrstijo razne prireditve, na katerih organizacije, društva in ostali ocenjujejo delo tekočega leta ter snujejo načrte za prihodnje. V informativni oddaji tega tedna boste lahko spremljali pogovor s slovenjebistriškim županom dr. Ivanom Žagarjem, prisluhnili komandirju policijske postaje Slovenska Bistrica Aleksandru Lubeju in izvedeli kaj več o dosežkih naših športnikov ter drugih dogodkih. Zato prijazno vabljeni pred male zaslone. Ob iztekajočem se letu je župan dr. Ivan Žagar govoril o aktualnem dogajanju v občini, o dosežkih in načrtih za prihodnje leto ter zaželel občanom vse dobro ob prihajajočih praznikih. Območna organizacija socialnih demokratov Slovenska Bistrica organizirala okroglo mizo o zagotavljanju dolgotrajne oskrbe prebivalstva. V rubriko Lokalne novice smo uvrstili tudi pogovor s slovenjebistriškim komandirjem policijske postaje Aleksandrom Lubejem. V športu o dosežki slovenjebistriških športnikov v tem letu. V rubriko Aktualno smo uvrstili pogovor z županom dr. Ivanom Žagarjem. Z njim se je pogovarjal Tomaž Ajd. Gospod župan pravi, da ob koncu leta spomnimo na doseženo v letu 2017. V ospredju je vsekakor bila širitev industrijske cone Impol. Naložbo ste hitro in uspešno zaključili. Naš del obveze smo res izpeljali izjemno hitro, praktično v 10 mesecih od takrat, ko se je začelo projektirati, ko so se začela odkupovati zemljišča in potrebno je bilo tudi pridobiti sredstva, ki smo jih dobili iz evropskih virov in se potem tudi sama izvedba je zelo tekoče tekla, tako da tu res gre zasluga vsem, ki so pri tem sodelovali tako iz naše občinske uprave, kot tudi vsem drugim. In je primer, recimo, kako se da res z nekim dobrim sodelovanjem stvari zelo hitro izpeljati. Paralelno mi več čas seveda peljemo razgovore tudi z direkcijo. Ravno nekaj tednov nazaj sem imel tudi osebno sestanek z direktorjem direkcije, tako da tudi tam stvari sicer potekajo, vendar ne s takšno dinamiko. Imeli smo tudi na čisto delovni ravni sestanek v Impolu in naslednji sestanek bi naj bil 18. Dogovor je pa seveda poteka, kako speljati odkupe zemljišč, sočasno pa tudi uskladiti predvsem ta del projektne naloge med projektanti Impola in pa tisti, ki pač projektirajo za direkcijo zaradi uskladitve projektov in zato, ker seveda Impol potrebuje ta energetski koridor, torej potrebe po električni energiji. Tako da jaz upam, da bodo v naslednjem letu stvari nekoliko bolj hitro stekle. Vsa zagotovila pristojni so še vedno v tej smeri. Čutimo pa na nek način nekoliko zamikanje samih postopkov. Mislim pa, da je, vemo, da je to pravzaprav nujno za sam razvoj Impola, ne nazadnje ta naš del, ki smo ga že mi speljali, je Impolo zdaj omogočil, da se je razširil cono, gradijo že, seveda, pa so že skoraj zaključni fazi z novimi halami, kjer bo stekla tudi dodatna nova proizvodnja, nove zaposlitve in tudi tu je dodatna potreba po energetiki. Če se pa seveda pogovarjamo o tem gospodarskem delu, bi pa mogoče še upozoril na drugi del, predvsem recimo v letošnjem letu, to je nadaljevanje tega stičišča inovativnih mladih podjetnikov v Krozeju, kjer smo mi zagotovili dodatno prostore, tako da tam zdaj po mojih informacijah 6 podjetij tudi na novo prihaja in nekatera so zelo uspešna, saj recimo tam Medenko lahko tako rekoč dnevno vidimo po televiziji, pri tej komercialni televiziji z svojim produktom. Verjamem, da grejo tudi ostali po tej poti,
Pomembno se jim pa to zdi zaradi tega, ker je to na nek način pravzaprav primer dobre prakse, ki ga lahko tudi drugi osvojijo. Govorim seveda predvsem o tistih, ki imajo ideje, pa jih je mogoče nekoliko strah, kako, ali pa nimajo mogoče dovolj poguma, kako se loti te zadeve, tako da tu je en taki primer tega, ne, in jaz verjamem, da bo tudi ta projekt še naprej seveda uspešno tekel. Ne nazadnje pa se s tem tudi ureja del središča Slovenske Bistrice in prinaša vse življenje v ta prostor. Ne. Veselijo pa tudi letošnji številni dosežki gasilcev, kulturnikov in športnikov. Ja, na tem družbenem področju je treba reči, ne, da ob vseh drugih rezultatih je tudi tukaj res, kot že vsa leta, ne, tako na tem tekmovalnem področju, ne, ko ste že sami omenili, pravzaprav tako rekoč na vseh področjih imamo posameznika ali pa ekipe, ki so res dosegli v letošnjem letu prepoznavne rezultate. Sami ste omenili gasilce, ne, potem športnike, za vrh športnikov je vsekakor bil košarka, ker je Slovenska Bistrica s Prepeličem dala pomemben poudarek, pa pomemben prispevek pravzaprav k tej zmagi. Potem zadnji primer so Vivere z evropskim dosežkom, ne, na področju ljubiteljske kulture, pa še številni drugi, verjetno ne smemo preveč naštevati, ker bomo sigurno marsikoga tudi pozabili, recimo na športu, čeprav vem, je bil tudi Trajkovič letos drugi oziroma tretji na svetovnem prvenstvu. Če bi Slovenija bila recimo Tajska, ne, potem bi bil to izjemen športni rezultat, ne, tako pa mogoče ni toliko opažen, ker pač ni to tak tradicionalni šport Slovenije, ampak vseeno. Tako da tega je res izjemno veliko, ne. Je pa treba reči tudi to, ne, da je pomembno tudi to, ne, da skozi to se krepi še vedno delovanje na tem prostovoljnem, na področju prostovoljstva, ne, od športa do kulture, ne. Tudi prostovoljci, drugod gasilci, ne samo z svojimi tekmovanji, ampak tudi z svojo pomočjo. Ne smemo pozabiti humanitarnih organizacij. Pri nas imamo tudi zelo razvejeno vejo na nek način alternativnih društev, ne, skratka lahko bi naštevali kar nekaj časa, ne, da bi vse pač poudarke dali. Ne. Tudi recimo na društva, ki delujejo na področju kmetijstva, pa tega dela, ne, naravnega sobivanja od čebelarjev do številnih drugih, tako da je res pa je, ne, da so v tem letu pa seveda zaznamovali naš prostor tudi težave, ne, in tudi tam so se pravzaprav izkazali ravno ti, ne, imeli smo kar nekaj spet težav z pač naravnimi ujmami in temu bomo verjetno priča tudi še v prihodnje. Ampak tudi tu je bil odziv, to je treba že reči, ne, tak, ki je pomenil, da so se stvari lahko relativno zelo hitro sanirali in tudi tu res na nek način priznanje zahvala vsem, ki so pomagali. Načrtovanje naložb za v prihodnje je seveda v marsičem povezano s težavami, s financiranjem občin. Kako se te konkretno odražajo pri pripravi proračuna za leto 2018? Katere so glavne investicije, ki jih boste izvedli? Ja, zdaj, jaz se že ponavljam, ne, tako kot pokvarjena plošča, ne, kar se tiče tega financiranja, ampak pač že zaradi obveščenosti je treba to povedati, ne, in tudi zaradi pričakovanj, ki so seveda velika in številna na številnih področjih. Zdaj ta zgodba z to povprečnino, ne, je že stalnica, ne, in je res že skoraj nerazumljivo, ne, da se to na tak način dogaja, posebej še, ker se v Sloveniji radi hvalimo za gospodarsko rastjo, ne, in ne nazadnje smo je priča tudi v območju občine Slovenska Bistrica, ne, klima gospodarska je izjemno pozitivna, pa ne samo to, kar smo se pogovarjali o Impolu, pa v Krozeju, tudi v številnih drugih podjetjih so investicije, se stvari dogajajo in verjetno, če bi lahko naredili pregled zaposlenih, sem prepričan, skoraj da smo jih v Bistrici zaposlili v tem času toliko, kako jih bo Magma v prvi fazi, brez nekega velikega
cirkusa. No, ampak to pa govorim zaradi tega, ker bi bilo vse prav, ne, da se ta gospodarska rast pa tudi odraža na tistem delu, ne, pa da imajo nekaj od tega tisti, ki jo pravzaprav ustvarjajo. Ne. Govorim seveda o prebivalcih, o občankah, občanih tudi naše občine, ne, vendar tu pa ni mogoče doseči napredka. Zdaj sicer že poslušamo, pa še bo jo poslušali ljudje o tem, kako se je povprečnina sva dvignila, mislim, da za teh 15 evrov, ne. Nominalno je to sicer res, ne. Realno pa pomeni to še vedno padec prihodkov občine, glede na stroške, ki so se v tem času dvignili, ne. Jaz seveda nimam težav s tem, da se gospodarska rast odraža tudi v povečanju plač, ne, vendar je potem za to pač potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ne, in s to rastjo povprečnine pa seveda niti približno mi ne pokrijemo te stroškov, ki se pri nas nakazujejo. Zadnja stvar, ki je bila vezana na usklajevanje sindikatov, je bilo seveda ta dvig cen vrtca, ne, ker pač druge možnosti sploh ni, da se to na tak način uredi, ne, ker vsakem primeru tako moramo mi pokrivati eventualne izgube v vrtcih, vendar bi poslovanje konkretno vrtca bilo uteženo. Zdaj vemo, da je pred vsemi nami napovedan en val, nekih tudi stavkovni val, ne, uskladitev plač v javnem sektoru na različnih področjih, in to se potem odraža tudi v našem proračunu, vam povem kar direktno, ne. In to ne bo niti približno pokrilo, to pomeni seveda realno padec sredstev spet za razvojne investicijske potrebe v proračunu in je zelo težko zapirati torej ta razvojni del. Mi sicer na nek način temu poskušamo slediti, ne, tudi s tem, da na vse možne načine iščemo še dodatne vire iz drugih virov, ne. Jaz sem že cono omenil, ne, ki smo jo dobili iz evropskih sredstev, ne, do občine, tudi tu mora nekaj participirati, ampak brez tega te faze ne je bilo možno speljati, ne. Pa še to je treba reči, da po prejšnjem pravilniku, ne, občina dobiva približno 4 milijone na letni ravni manj denarja, ko bi ga morala po zakonu dobiti, kar pomeni, da je res za nespoštovanje zakonodaje, ampak to pri nas je pač že lahko stalnica, če nekomu nekaj ne paše, pač ne spoštuje, in to je seveda popolnoma napačen pristop, ne, ker je napačen signal do ljudi. Tako da tudi zdaj v prihodnje, ne, seveda mi načrtujemo projekte, ne, med drugim, če sem že prej omenil ta evropski del, mislim, da imamo 14-15 projektov še, ki imajo izvor v evropskih sredstvih, ne. Mi pravzaprav kandidiramo na vseh razpisih, ki jih možno, pa ne samo naših, tudi direktnih, bruselskih, ne, ampak to so vse neke manjše stvari, to niso take zadeve, kot so bile včasih v preteklosti. So pa vsekakor pomembne in tudi koristne, olajšajo nekoliko delo. Zdaj, kar je bilo nekako vseeno doseženo, je ta dogovor za razvoj regij, ne, in sprememba operativnega programa, ne, ker sem jaz tudi se ogromno angažiral, da so stvari stekle naprej, ne, tam je za celo Slovenijo bilo zdaj nekako rezerviranih okrog dobrih 400 milijonov evrov sredstev za pač tako imenovane regionalne projekte, tu znotraj so tudi, iz tega naslova so potem tudi občinski projekti, ne, in tukaj mi zdaj imamo en največjih projektov dokončanja kanalizacijskega sistema na Zgornji Polskavi, ne, brez tega denarja to ne bi bilo možno. Seveda so tovrstni projekti, tudi kar se tiče kanalizacije, predvidene tudi še za mesto Slovenska Bistrica, pa za tam, kjer pač še te stvari niso urejene, ne, ampak tam gre konkretno za res veliko investicijo, ne, tu pa postopno stvari pač peljemo, ne, pa izkoriščamo še druge možnosti, kot je financiranje iz tega 21. člena, konkretno zdaj se dela recimo Jožef iz tega naslova, ne. Potem se investicije narekujejo, torej nadaljevanje oziroma pravzaprav končanje, ne, področja predšolske vzgoje, ne, mi bomo zdaj šli v razpis za vrtec tukaj v Slovenski Bistrici, pa še Laporski je pred nami, ne, tam še mislim, da nimamo gradbenega dovoljenja, ker so še bili neki zapleti z zemljišči, pa tudi proračun bo potrebno seveda sprejeti za letošnje leto, tudi tam bomo poskušali sredstva dobiti še iz kakšnega drugega vira, recimo pač, ja, tega v bistvu, ki je vezan na torej te energetske načine izgradnje, ne. Potem v tem trenutku potekajo pogajanja za energetske sanacije objektov, ne, mi imamo tam noter
predvidenih, mislim, da okrog 14-15 objektov, ne, ker bi naj ta zgodba bila zaprta iz pomočjo javno-zasebnega partnerstva, pa tudi evropskih virov. Jaz upam, da bomo uspeli priti skupaj z ponudniki na tem področju in to pomeni svoje urejanje tudi tega dela, recimo upravnega središča tu v mestu Slovenska Bistrica, konkretno, kar se tiče Vošnjakove. Zdaj po krajevnih skupnostih, praktično vsake krajevne skupnosti se nakazujejo še dodatni projekti, tudi ne na zadnje potrebe na to kažejo, ne, kar se tiče urejanja cestne, komunalne infrastrukture, pa še kakšne druge želje in potrebe so. Na kulturnem področju so tudi nekatere manjše zadeve, pa nadaljuje se obnova recimo na Zgornji Poskavi gradu. Bomo pa seveda namenili, ne, tudi, koliko se bo pač dalo, ne, vsebinam, ki zadevajo populacijo mlajše generacije, ne, tukaj zdaj se poskuša stvari premakniti tudi z tem mladinskim svetom, pa da res pa poskušamo pritegniti tako študente na eni strani, kot recimo srednje šolce, tudi v povezavi z tem našim centrom v Krozeju, ne, ker se pač te stvari na nek način prekrivajo in pomenijo neko kohezijo na tem področju. Potem pa so še seveda tu vsebine, ki so na drugih področjih. Recimo, jaz upam, da bomo skupaj pa tako teče dogovori končali tudi recimo čebelarski center, pa še cel niz nekih manjših investicij na športnem in drugih področjih. Recimo, naslednjem letu bomo pristopili tudi k urejanju kopališča tukaj v Slovenski Bistrici. Tako da dela ne manjka, pa moče bi še samo eno stvar opozoril, ne, gre pa tudi za to, da se pripravlja cel niz tudi dokumentacije, ne, zdaj kar tiče recimo športnega področja ob tem kopališču, ki ga pač potrebno urediti, sanirati, je največji prihodnji projekt, za katerega se pripravlja dokumentacija, obnova športne dvorane, ne. Gre tako rekoč za kompletno rekonstrukcijo športne dvorane in potem je tukaj navezava tudi na ta plezalni del, ki je zdaj znotraj, pa ga bo treba premakniti navzven. No in pa realizacijo seveda tega CPS-a, ne, celostne prometne strategije, kjer pa so pozornosti namenjene tudi aktiviranju še dodatno kolesarskih povezav in tudi tukaj zdaj se pripravljajo nekako skupni projekti z tistimi občinami, ki so to vključene, ker gre za neke regijske povezave, ne. Tako da dela ne bo zmanjkalo, načrtov je veliko, idej nam še tudi ni zmanjkalo, kar zadeva pa seveda na drugi strani, ne, je pa res treba reči še to, ne, da jaz sicer čutim neko pozitivno energijo v tem našem prostoru, pozitivno naravnanost, povezanost, ampak seveda nosilci pa morajo biti tisti, ki so na posameznem področju pač za to na nek način poklicani, ne. In na srečo, ko smo se že prej pogovarjali o društveni dejavnosti, tem takih pri nas je dovolj, ne. Gospod župan, za konec pa še vaše voščilo pred božično-novoletnimi prazniki. Ja, zdaj jaz pač želim to, ne, da bi ta pozitivna naravnanost, ki sem prepričan, priča tukaj pri nas v naši občini in o tem govorijo tudi recimo rezultati nekih raziskav, ne, primerjalnih z drugimi občinami, ker smo praviloma v vrhu, ne, da bo ta naravnanost seveda se ohranila tudi v prihodnje, da bomo znali naprej ohraniti neko povezanost med gospodarskim delom, med javnim sferom, med družbenim delom, med tem prostovoljnim delom, da bo sodelovanje še naprej tako teklo kot zdaj, da ga bomo mogoče še ponekod tudi nadgradili, verjetno bo tudi kakšna iskrica kje preskočila, ne, tako da to je tisto, kar je zelo pomembno. Zdaj vsem na osebni ravni seveda želim tudi zdravja, ne, želim jim uspešno na osebnem in pa na poklicnem področju. Zdaj vsem pa seveda želim tudi to, da v tem času pač si privoščijo praznike, ne, da jih preživijo mirno, prijetno, veselo, ne. Je pa tako, ne, da v tem času so vsaj trije tisti možje, ne, praviloma so sivo brade,
Prvi je že mimo, ne, dva sta še pred nami, tako da če prvi nič komu ni prinesel, sta še vedno dva pred nami, ne. Če pa že to ne je pomagalo, pa je še vedno tukaj tudi te Pešnica, te pa naj to izkoristijo, ne. V rubriki Lokalne novice objavljamo pogovor s komandirjem slovenjebistriške policijske postaje Aleksandrom Lubejem in druge dogodke. Forum starejših in območna organizacija socialnih demokratov Slovenska Bistrica sta v ponedeljek 18. decembra organizirala okroglo mizo na temo, zakaj mora dolgotrajna oskrba postati družbena skrb. Poleg lokalnih udeležencev se je razprave udeležila tudi magistra Bojana Muršič, poslanka socialnih demokratov v Državnem zboru. Beseda je tekla o pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi oseb, ki same ne zmorejo opravljati svojih osnovnih življenjskih funkcij, ter o financiranju. Zakon je poln vrzeli, nanj pa imajo veliko pripomb centri za socialno delo, kot domovi za starejše in drugi udeleženci. Med razpravljavci je bila tudi članica socialnih demokratov in poslanka v Državnem zboru magistra Bojana Muršič. Vsi veste, da smo končno, bom rekla pod narekovaje, sicer prejeli osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi. Več kot 10 let smo čakali na ta zakon, ampak ta zakon, ki smo ga dobili na mizo, buri veliko prahu. Moram sicer reči, da nas žalosti dejstvo, da ta zakon spada pod Ministrstvo za zdravje, da ni ostal pod vlogo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, vendar vlada se je tako odločila in tukaj so stvari postavljene tako, kot so. Ministrstvo za zdravje, kolikor sem seznanjena, so gradili na osnovah zakona, ki ga je predočilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vendar moram reči, da samo Ministrstvo za delo ima velike pomisleke, prav tako pa moram reči, da vsi prisotni še posebej veliko skrb temu zakonu namenila skupnost socialnih zavodov, ki moram reči, da nam je pripravila tudi določene izračune, ki vam jih bom lahko tudi v nadaljnjem postopku tudi predstavila, kaj to pomeni, kakšni so izračuni in dejansko moram vam reči, da sem imenovana tudi v ožjo delovno skupino in imeli smo že v času javne razprave na ministrstvo en skupni pogovor. Bom toliko za uvod par stvari povedala, kako to pri nas dejansko poteka, da boste dobili malce širši pogled. V bistvu srečali smo se na ministrstvo, iz naše poslanske skupine socialnih demokratov smo imenovani 3, vendar v tistem času sem bila prisotna zgolj jaz in ministrstvo je takrat želelo že naše soglasje, da je ta zakon primeren za odhod na vlado in potem za prihod v Državni zbor, kjer bi ga obravnavali. Želeli so pogovor o posameznih členih, vendar takšen zakon, ki je predlagan, moram reči, da ne sledi temu, kar si mi in tisti, ki ste že malce starejši, želimo v prihodnosti. Ob primeru, da bi se ta zakon sprejel, da bi dobil podporo, sicer tako poslanska skupina Desus kot poslanska skupina SD temu ostro nasprotujemo, vendar situacija je takšna, kot je, na vladi smo lahko tudi preglasovani. Zakon je sicer v osnovi napisan, bom rekla, zelo pavšalno, še vedno ni usklajen finančni del z Ministrstvom za finance, tako da to je ena tudi iz ključnih stvari. Ministrstvo pa želi tak zakon dati na vlado, tako da tu mislim, da imamo en kup, bom rekla, nedorečenih stvari. Veliko je bilo govora, tudi omenila sem, da mnogi od posameznikov ne bodo dosegali vstopnega praga za uveljavljanje pravic.
Ta je tako visok, da bi po podatkih Inštituta za socialno varstvo iz sistema dolgotrajne oskrbe izpadlo kar 60% dosedanjih uporabnikov pomoči na domu. Ta podatek je pa zelo, zelo zaskrbljujoč. Isto pa velja tudi za te, ki so sedaj v domovih za starejše opredeljeni v prvi in drugi kategoriji. Zgodilo se bi sledeče, da bi plačevali bistveno večje stroške, kot jih imajo sedaj, kar pa je, bom rekla, zelo, zelo nesprejemljivo. Tudi nepopolna in ohlapna je definicija dolgotrajne oskrbe. Nikjer se jasno ne zapiše, kaj in kako naj bi dolgotrajna oskrba pač bila. Oziroma, bom rekla, je zelo tako na široko napisana, da enostavno je nesprejemljiva. Recimo, kot sem prej omenila, oskrba 1, to je nekdo, ki pač je zaradi osamljenosti odšel v dom, dobiva tisto osnovno oskrbo, ostalo še lahko opravlja sam. In oskrba 1, iz katerega doma je to narejeno, oskrba 1 sedaj se plačuje 699 evrov, nekje 699 evrov, prej, ja. Po novem zakonu bi se pa plačevalo 1164. Razlika je v višini 465 evrov, kar pomeni, da bi ta strošek padel na uporabnika, na svojce in tudi ključno tisti, kateri tega nimajo, na lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti, kolikor sem seznanjena, so bile nekako izvzete iz priprave tega zakona, kar je tudi popolnoma nesprejemljivo, tako se zakoni ne pripravljajo, tako da tu je en zelo zaskrbljujoč podatek. Recimo potem imamo nekoga tukaj, ki ima domsko oskrbo 4, zdaj bom jaz potem prosila, da bo kaj več povedala, to je tako uporabnik z napredujočo si demenco, ki v bistvu je v posebnem oddelku. Sedaj plačuje 854 evrov, ostalo se doplačuje. Po novem zakonu bo tu 957,80 evrov in tudi tukaj je razlika 103 evre. Tako da to je tudi zaskrbljujoč podatek. Trenutni strošek takega varstva pa znaša 1465 evrov, ne? Imamo pa tudi zelo zanimiv podatek, ki pa moram reči, da je mene zelo zabolel, zato ga bom tudi izpostavila, nek posameznik starejši, ki živi doma in ima pomoč na domu. Vsi vemo, da pač je to maksimum 40 ur na teden. 20 ur na teden, 80 na mesec, ne? In ta, sicer tu imamo primer 78 ur, dodatek ima še v višini 146 evrov, trenutni sedaj bi plačuje nekje okrog 220 evrov, po novem, po zakonu bi pa plačeval kar 1000 evrov. Razlika je 836 evrov. Si predstavljate, kakšen znesek je to, kdo si lahko to privošči, zakaj ljudje ostanejo v domačem okolju. Tako da tu je veliko vprašajev in enostavno menim, da bom grdo rekla, ta zakon je res potrebno vreči v koš. Jaz sicer pravim temu okrogli fascikel, malo za šalo, malo za res. In enostavno ga je treba graditi na drugačnih temeljih, kajti želimo si zakon, ki bo vključeval tudi socialne vsebine, tega zakona ne vključuje in dejansko domove za starejše ne želimo kot da bojo dejansko ljudje hirali v tistih domovih, ampak da bojo kvalitetno preživljali svoj zaslužen čas. Kakovost je ključnega pomena in tudi dostojanstvo. Magister Lubej, najin zadnji pogovor datira v leto 2012, se pravi 5 let nazaj. Najbrž se v tem času ni zgodilo nič radikalnega.
pa vseeno nekaj osnovnih podatkov o policijski postaji, o okoliših, o kadrovski zapolnjenosti, o materialno-tehničnih sredstvih. Ja, res je, v zadnjih 5 letih nekih bistvenih sprememb na naši policijski postaji ni. Še vedno je naše območje največje območje na policijski upravi Maribor. Naše območje obsega približno 366 kvadratnih kilometrov. Na našem območju živi okrog 36.000 prebivalcev, pokrivamo namreč celotno območje upravne enote Slovenska Bistrica, se pravi območje vseh 4 občin. Nekako imamo naše postajno območje razdeljeno na 6 policijskih okolišev, in sicer policijski okoliš Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Pragersko, Pohorje in pa Oplotnica. Če se ne motim, je na območju naše policijske postaje 133 naselij oziroma zaselkov. Kaj se tiče neke specifike glede na poseljenost oziroma večje manjše zaselke in pa glede na infrastrukturo obstoječo, ki je nenazadnje tudi na bližini avtoceste, je naše postajno območje kar zahtevno za neko permanentno nadziranje, ker je zelo zanimivo za storilce, predvsem z drugih območij, in jih je zaradi omenjenih specifik težko nadzirati. Trenutno nas je na policijski postaji zaposlenih 40, 5 je strokovno-tehničnih sodelavcev, 35 nas je policistov. V lanskem letu in pa v letošnjem letu smo se tudi nekoliko kadrovsko okrepili, malo se nam je izboljšala oprema, vozila, nove uniforme imamo, kar ste opazili vi, tako tudi vaši gledalci, tako da so se nekoliko tudi izboljšali pogoji dela. Poglejte, eden ključnih dokumentov, ki ga policisti pripravite običajno vsako leto, je seveda poročilo o trendih varnostnih pojavov. To pripravljate za vse te 4 občine na območju te upravne enote. Zdaj letošnje leto se praktično že izteka, o lanskem ne bova govorila, mogoče nekaj statistike, nekaj teh podatkov po posameznih segmentih za letošnje leto. Ja, kaj se tiče rezultatov dela v letošnjem letu, moramo biti z njimi zelo zadovoljni, ker so praktično na vseh področjih dela smo izboljšali rezultate dela. Pa če se dotaknem prvo območje kriminalitete, obravnavali smo nekoliko manj kaznivih dejanj, obravnavali smo 540 kaznivih dejanj, v lanskem letu jih je bilo 552, se pravi nekoliko manj. Tu bi rad povedal, da je povprečje zadnjih 5 let okrog 750 kaznivih dejanj, tako da zdaj v zadnjih 5 letih nekako beležimo trend upadanja teh kaznivih dejanj. Kar je zelo pomembno je to, da smo izboljšali preiskanost. V letošnjem letu za prvih 11 mesecev preiskanost teh kaznivih dejanj znaša 56,7%, v lanskem letu je bila ta preiskanost 48,7%. Med temi kaznivimi dejanji prevladujejo kazniva dejanja splošne kriminalitete, teh je bilo okrog 460, znotraj katerih so najbolj številčnejši premoženjski delikti. Še vedno največ obravnavamo tatvin, teh je bilo 133, v lanskem letu 145, sledijo velike tatvine, predvsem vlomi, teh je bilo 62, v lanskem letu 85, in pa obravnavali smo tudi kazniva dejanja poškodovanja tujih stvari, teh je bilo 47, v lanskem letu 35. Na področju gospodarske kriminalitete je število obravnavanih kaznivih dejanj podobno v lanskem letu, obravnavali smo 79 kaznivih dejanj. Tu bi še omenil, da smo obravnavali 27 kaznivih dejanj s področja nasilja v družini, v lanskem letu jih je bilo 44. Področje javnega reda in miru, tu smo v zadnjih 5 letih imeli trend upadanja, zdaj se situacija nekoliko umirja oziroma so zdaj kršitve v minimalnem porastu. Obravnavali smo 446 kršitev, v lanskem letu je bilo teh kršitev 419, tukaj prednjačijo kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru, bilo jih je 170, približno enako tudi v lanskem letu. Sledijo kršitve Zakona o tujcih, Zakon o uporabi prebivališča, Zakon o omejevanju uporabe alkohola smo tudi zaznali neke kršitve, in pa nekoliko smo povečali število ugotovljenih prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Teh prekrškov je bilo 35, v lanskem letu 20. Zdaj, kaj se tiče teh prekrškov glede prepovedanih drog, je zadeva zelo različna vsako leto, ker je pač
gre za neke prekrške oziroma kazniva dejanja, ki jih z nekimi klasičnimi metodami ne moremo ugotoviti in včasih je teh malo več, včasih malo manj. Ocenjujemo pa, da ni stanje oziroma situacija zaskrbljujoča. Območje prometne varnosti oziroma področje prometne varnosti na področju prometne varnosti je tudi nekoliko boljše kot v lanskem letu, predvsem kar se tiče posledic, saj so posledice prometnih nesreč nekoliko milejše, kot so bile v lanskem letu. Obravnavali smo 313 prometnih nesreč, 4 prometne nesreče so bile s smrtnim izidom, v lanskem letu 5. V lanskem letu smo obravnavali 343 prometnih nesreč, kar je 7% več kot v letošnjem letu. 144 prometnih nesreč je bilo s telesnimi poškodbami in pa 130 prometnih nesreč samo z materialno škodo. V teh prometnih nesrečah so 4 osebe umrle, 12 udeležencev je bilo hudo telesno poškodovanih in 130 lahko telesno poškodovanih. Še vedno se največ prometnih nesreč zgodi zaradi nepravilne strani in smeri vožnje, sledijo vzroki, kot so nepravilni premik, neustrezna varnostna razdalja in pa neprilagojena hitrost. Od teh prometnih nesreč je 38 prometnih nesreč so povzročili vozniki pod vplivom alkohola. Tu je mogoče malo zaskrbljujoča situacija, ker je povprečna vrednost teh povzročiteljev 1,32 gramov alkohola na kilogram krvi. Na področju prometne varnosti smo izrekli nekoliko več glob kot v lanskem letu, v primerljivem obdobju. Izrekli smo 1945 glob, lani jih je bilo 1177. Mogoče, če se še dotakne malo izvajanja predpisov o tujcih, nekako so 4 temeljna področja na našem policijskem delu. Nekoliko več je bilo ugotovljenih kršitev zakona o prijavi prebivališča, teh kršitev je bilo 19 in pa 24 kršitev smo ugotovili določil zakona o tujcih, v lanskem letu jih je bilo 18. Tako nekako mogoče na teh 4 glavnih področjih dela. Zdaj v bistvu po funkciji nekako sodelujete tudi z varnostnimi sosveti. Pred časom ste menda predlagali, da bi jih ustanovili tudi v preostalih 3 občinah. Kako je s tem? Ja, res je. Zelo dobro odlično sodelujemo z varnostnim sosvetom občine Slovenska Bistrica, ki je trenutno edini varnostni sosvet na našem območju. Z njim je sodelovanje res odlično. Sodelujemo že, mislim, da dobrih 6-7 let zelo aktivno. Z naše strani je bila dana pobuda tudi ostalim občinam, da bi ustanovili varnostne sosvete. Bila je ob pomoči varnostnega sosveta Slovenske Bistrice dana tudi ideja, da bi se ustanovil skupni varnostni sosvet vseh 4 občin. Vem, da so bile zadeve že zelo konkretne, vendar do realizacije tega ni prišlo, tako da zaenkrat sodelujemo samo z varnostnim sosvetom občine Slovenska Bistrica, kar pa ne pomeni, da sodelovanja z ostalimi občinami ni. Je, ampak mogoče ni tako formalizirano v obliki varnostnega sosveta, drugače pa sodelovanje je. Magister Lube, ob zaključku mogoče še beseda 2 o tem samozaščitnem ravnanju. Namreč pogostokrat se premalo zavedamo, da je pravzaprav ta skupna naloga, da je odgovornost za varnost, za splošno varnostno situacijo skupna naloga, skupna odgovornost vseh nas, ki tu v tem okolju živimo, delamo, skratka sobivamo. Zdaj, kar se tiče neke preventive, mogoče z policijskega vidika, mi zelo dosti energije namenjamo tudi temu področju dela. Mi z številnimi projekti v šolah, vrtcih, v različnih ustanovah skušamo nekako preventivno vplivati na vse naše udeležence oziroma vse, ki jim je ta preventiva namenjena. Bi pa mogoče tu pozval vse vaše gledalce na ustrezno samozaščitno ravnanje, ker z ustreznim samozaščitnim ravnanjem se da zelo dosti storiti, ker moramo vedeti, da varnost kot dobrina ni več samo po sebi omejena in je potrebno se zelo samozaščitno obnašati, ker se da z samozaščitnimi ukrepi zelo dosti narediti. Na koncu bi izkoristil priložnost, da bi vsem gledalcem vaše televizije v prihajajočih dneh, ki prihajajo, se pravi v prihajajočih praznikih, zaželel čim več miru, sreče, zdravja, osebnega zadovoljstva, čim manj neprijetnih trenutkov, čim manj neprijetnega sodelovanja s policisti. Prav tako bi jim v letu 2018 zaželel isto, se pravi čim več sreče, zdravja in pa najbolj leto 2018 čim bolj varno.
Policisti iz slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili ter obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 7 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, poškodovanje tuje stvari in poškodovanje ali uničenje naprav. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in čeprav ni ničesar odnesel, je zaradi vloma nastalo za 1500 evrov škode. Nekdo je vlomil v skladišče podjetja, zaradi vloma je povzročil za 5000 evrov škode. Neznani nepridiprav je kupcu iz torbe ukradel denarnico, škode je za 150 evrov. Za 350 evrov škode je utrpel kupec, kateremu je nekdo iz nakupovalne košare ukradel denarnico. Na parkiranem avtomobilu je nekdo lastniku poškodoval vetrobransko steklo, škode je za 500 evrov. Božje. Nekdo je iz gozda odpeljal 4 smreke, lastnika pa oškodoval za 800 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 20 prometnih nesreč, izdali 24 plačilnih nalogov in 4 obdolžilne predloge ter začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 2-krat, iskali in privedli pa so tudi eno osebo na prestajanje zaporne kazni. Leto 2017 bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovino bistriškega športa. Za vrhunec je poskrbel Klemen Prepelič, ki je slovensko reprezentanco v Carigradu osvojil naslov evropskega košarkarskega prvaka. Klemen, ki je svoje prve košarkarske korake naredil v športni dvorani v Slovenski Bistrici, pa še zdaleč ni edini bistriški športnik, ki je v tem letu blestel v vrhunskem športu. Spomnimo samo na odbojkarje Žigo in Tončka Šterna, Alena Šketa in Matica Videčnika, tekvondoista Ivana Trajkoviča ter člana mladih slovenskih nogometnih reprezentanc Domna Grila in Kajo Korošec. Poleg tega so nas iz tedna v teden s svojimi rezultati razveseljevali slovenjebistriški nogometaši, atleti, alpinisti, kegljačice in kegljači, judoisti, košarkarji, odbojkarji, šahisti, smučarski skakalci Šmartnega, članice obeh Twirling klubov, Twirling kluba Sašo ter Twirlingkin mažoretnega kluba 5 elementov, igralci dvoranskega nogometa Skeblja in še bi lahko naštevali. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj najpomembnejših dosežkov. Košarkarji Bistrice veliko pozornosti namenjajo delu z mladimi. Tudi članska ekipa, ki tekmuje v 3. slovenski ligi, je pomlajena. Mi smo zelo zadovoljni. Neka pika ni bilo vsekakor uspeh Klemna na Evropskem prvenstvu, kar smo dobro izkoristili z vpisom v košarkarsko šolo, ker imamo okoli 130 otrok vpisanih na osnovnih šolah. Tudi rezultatsko moram reči, čeprav ni v prvem planu, smo kar uspešni, igramo z pionirji U15 prvo ligo, pravkar tu gledate tekmo, z U13 tudi in pa z kadeti U17, ki smo v tem delu borimo za naslov prvaka med 12 v Sloveniji. Pa tudi uspeli smo dejansko narediti nek prehod mlajših igralcev v člansko kategorijo, ker je dobršen del starejših košarkašev prenehalo z igranjem, tako da smo kar zadovoljni, moram reči. In kakšni so cilji oziroma želje za prihodnje leto? Cilji bomo vztrajali za tem načinom dela, da delamo reprodukcijo mladih igralcev, da animiramo mlade fante, da se ukvarjajo predvsem športom, da jih nimamo na ulici in potem, če se najdejo v košarki, kasneje smo toliko bolj veseli in da ti, bom rekel, nosilci kadetske, mladinske ekipe, da počasi napredujejo, da mogoče tudi proizvedemo kakega igralca za člansko ekipo v prvi slovenski ligi in to je naša strategija, ki upam, da jo bomo naprej sledili. Kegljači in kegljavke praznujejo 40-letnico delovanja svojega kluba. Obletnico so okronali z dobrimi rezultati. Letos 1977. leta je bil klub ustanovljen, ustanovitelji so opomnili na to, da je bilo tu, je pa bilo to proti koncu leta, uradno registriran klub je pa januara 1978. leta. To leto je bilo izjemno, zahvaljujoč
občini, županu, športni zvezi, od predsednika športne zveze, zavodu za šport in tudi drugim klubom, s katerimi smo sodelovali, z večino klubov, sredstvi javnega, kot je kabelska televizija, Panorama in ostali naši mediji v Slovenski Bistrici smo sodelovali in tudi njim je velika zahvala in za take uspehe, kot smo jih to leto imeli. Hvala jim, pa želim jim srečno tudi naslednje leto. Potrebno je poudariti, da zelo dobro delate tudi z mladimi. To leto, pravzaprav začeli smo lani nekje februarja, smo si zadali cilj, da pomladimo članske ekipe, ženske, moške in tudi ostali 6 ekip, ki še jih imamo v regijski ligi. In to nam je tudi uspelo. Še celo imeli smo načrt nekje 1/3 tega kadra, ali nam je uspelo že čez polovico, torej dobro. Tudi v tem delu ni bilo stihijsko, ampak bilo planirano. Smo dobili tudi zdaj kadetskega državnega prvaka Tilena Topolška. Prav tako imamo dečke, deklice, od nekje 30 tekmuje celo leto, 7 teh krogov je, se nam nahajajo nekje, 3 so na 7. mestu, 2 deklice na 7. mestu, 1 na 9. Torej smo v gornji tretjini oziroma skoraj četrtini slovenskega kegljanja z mladino. Leto 2017 je bilo eno izmed najbolj uspešnejših v zgodovini šahovskega kluba Impol. Brez tujcev so v prvi državni ligi osvojili odlično 4. mesto. Zadnja leta naš šahovski klub Impol beleži izjemne rezultate in to izključno z domačimi igralci. Mislim, da je to prava usmeritev v šahu in letošnjo leto so naši šahisti na pravkar končanem državni ligi zasedli, pravzaprav razdelili 3. in 4. mesto, ampak po dodatnih kriterijih medsebojnega srečanja so zasedli 4. mesto, kar je najvišja uvrstitev doslej in kot sem že rekel, absolutno samo šahisti iz domačega okolja. Jaz sem se nedeljo udeležil zadnjega kola v Ljubljani in sem videl, da sta prva 2 kluba sta imela na prvih 5 deskah velemojstre, polovico od tega uvožene iz tujine, tako da v tem kontekstu je ta uspeh šahistov še posebej vreden pohvale in zavidanja. Prav tako pa so tudi Aljoša Tomazini je bil na članskem prvenstvu, na odprtem prvenstvu države 8, v hitropoteznem 2. in pospešenem šahu 3. Potem beležimo tudi v tej najmlajši generaciji do 8 let je bil Kolija Weber 2. in tudi se odrežil Evropskega prvenstva v Makedoniji. In pa drugo moštvo je v 3. ligi zasedlo 2. mesto. Pravzaprav imamo potencial, da bi se lahko vrstili tudi v 2. ligo, v 1. ligo z drugo moštvo, vendar za vse to nimamo dovolj finančnih sredstev, ker prijavnine in vse te štartnine in vse to stane. Računam pa, da bojo ti naši uspehi neka osnova za to, da bomo bolj uspešni pri sponzorskih sredstvih. Za Atletskim društvom Slovenska Bistrica je izjemno dobra sezona. Na državnih tekmovanjih so skupaj osvojili kar 60 medalj. V svojih vrstah imajo 7 slovenskih reprezentantov in tudi enega hrvaškega. Vsi v klubu smo ponosni na te rezultate. Zdaj, če bi izpostavil te najboljše, lahko povem, da smo imeli 7 reprezentantov Slovenije in pa enega tudi, ki je nastopil za hrvaško člansko reprezentanco. Zdaj, Nino Celec in Saša Babšik sta bila udeleženca Evropskega ekipnega prvenstva v Tel Avivu v Izraelu, ker je slovenska reprezentanca za las se ni uvrstila v prvo kakovostno skupino. Bili so 4. na koncu, ampak še vedno pač oba sta nastopala v svojih zmožnostih in prispevala točke za ekipo. Potem Nino Celec in pa Filip Ravdica, to je ta Hrvat, o katerem sem govoril, sta nastopila na Evropskem mlajščlanskem prvenstvu v Bydgoszczu na Poljskem. Filip se je na tem prvenstvu uvrstil tudi v finale skoka daljino, ker pa je žal naredil 3 prestope, vendar kljub temu je to za njega je bil to velik uspeh.
kajti uvrstitev v finale na Evropskem prvenstvu je res odličen dosežek. Potem, če še izpostavim Sašo Babšek in Veroniko Podlesnik, ki ste nastopili na univerzijadi na Tajskem, potem imeli smo tudi dve mladinski državni reprezentantki, Galo Trajkovič, Valentino Vaudi in pa dva pionirska reprezentanta, ki sta prvič nastopila za slovensko izbrano vrsto, Aneja Velgunja in pa Aliso Lamut. Skratka, v bistvu vse generacije smo tako rekoč pokrili, če se lahko tako izrazim, kar se tiče slovenske reprezentance, in res je to nekaj posebnega. Če pa se še malo dotaknem državnih prvenstev in pa pokalu Slovenije, smo pa v letošnjem letu dosegli kar 60 medalj, kar je tudi eno izmed v bistvu najštevilčnejših ber v zadnjih letih, kar se vse skupaj pa seveda je dokaz, da delamo dobro, da smo na pravi poti, da spet prihaja še novi od zadaj in se res ni za bati za prihodnost. Pa morda, če se še lotim oziroma dotaknem malo naslednjega leta, seveda naši plani so, da napredujemo, da bomo še boljši. V naslednjem letu je kar nekaj zanimivih tekmovanj, tudi kar nekaj teh kandidatov imamo za te velike tekmovanja, se pravi Evropsko prvenstvo na prostem člansko, ki bo v naslednjem letu v Berlinu, potem svetovno dvoransko prvenstvo, tam so norme res tako ekstremne, da tudi ne upamo sanjati o tem, ampak za nas v naslednjem letu pomembno tudi sredozemske igre so tiste, kjer pričakujemo, da bomo imeli kandidate oziroma nastopajoče, in pa tudi v naslednjem letu bo drugič na sporedu sredozemske igre za mlajše člane, ker je seveda Nino Celec eden izmed glavnih kandidatov tudi za najvišje vrstitve. Potem svetovno starejše mladinsko in pa Evropsko mlajše mladinsko prvenstvo. Tako da teh tekem je kar nekaj in seveda mi upamo, da bomo imeli spet kar nekaj naših atletov na teh tekmovanjih. Tudi odbojkarski klub Slovenska Bistrica zelo dobro dela z mladimi. Po novem tekmuje tudi ekipa deklic. Letošnji zastavljen cilj je bil zmaga v 3. ligi, se pravi povratek v drugo odbojkarsko ligo, kar nam zaenkrat zelo dobro uspeva. Smo zmagali namreč na vseh tekmah v jesenskem delu. Zdaj trenutno je premor, tako da v nadaljevanju pričakujemo še eno tako serijo in pa da bomo premagali ekipo Radencev, ki je v bistvu edina ekipa, ki nam lahko konkurira. Delo z mladimi pa kot trener lahko povem, da se v zadnjih 2 letih veliko spremenilo, od novega vodstva, novih trenerjev in vse skupaj. Tako da smo začeli v bistvu od znova, tako da je tudi bila od začetka najprej 3. liga in zdaj tudi pri mlajših v bistvu dosegamo nekako vedno boljše rezultate. Vključili smo tudi punce, se pravi imamo zdaj malo odbojko in starejše deklice pri puncah in pa pri fantih še vedno kadete, starejše dečke in pa v nadaljevanju tudi verjetno mladince, tako da se dela vedno boljše. Članska ekipa nogometnega kluba KTMI Bistrica letos uspešno tekmuje v 3. slovenski ligi. Plod dobrega dela je tudi sodelovanje z nogometnim klubom Maribor. Ja, jaz bi rekel, ne samo delo z mladimi. Na delo z mladimi sem v bistvu kar navdušen, predvsem tudi delo z članskimi ekipami, z starejšimi selekcijami. Mislim, da je bil v letošnjem letu storjen velik korak naprej in upam, da smo naredili dobre temelje za naslednje leto še bolj uspešno leto. Leto, v tem sezoni, katero smo zdaj v bistvu jesenski del zaključili, moramo reči, da je predvsem članska selekcija naredila velik preskok iz obstanka v Superligi, so prišli zdaj v zgornji del 3. lige. Kadeti mladinci smo v vrhu 2. slovenske lige, tako da naslednjo sezono lahko z nekimi realnimi temelji naskočimo na vrh 2. lige in preskok v 1. slovensko nogometno ligo. Selekcija U15 je znova v sredini lestvice 1. lige in presenečajo tudi mladi. Na koncu tudi sami trenerji so izredno ambiciozni, grejo na ogromno turnirjev doma in tujini. Ravno jutri se odpravlja 6 naših ekip na 3-dnevni turnir v Zagreb. Naslednji vikend odhaja naša selekcija U9 na turnir v Salzburg,
ki bodo recimo kot zmagovalci te lige prvakov tekmovali skupaj z moštvi, kot so Juventus, Torino, Manchester City, Everton. Skratka, nogomet v Bistrici ne samo, da se razvija, ampak dejansko tudi se vedno bolj odpira vrata navzven. V Športno zvezo Slovenska Bistrica je vključenih 63 klubov in društev, večina je tudi dejavnih. In kako doseženo v tem letu ocenjujejo vodstvo zveze? Moram reči, da smo zelo zadovoljni, da so se pokazali dobri rezultati, to se pravi plod tistega trdega, neumornega dela mladih športnikov, od tistih najmlajših skupin pa do vrhunskih športnikov. Saj moram reči, da Bistrica, predvsem letošnje leto smo videli, imamo zlatega košarkaša, Klemna Prepeliča in mislim, da tudi samo vzdušje in pa sprejem pri njem je pokazal, da je Bistrica športno mesto, da poznajo šport. In veseli smo vse takih uspehov, posebej pa je to ena spodbuda za mlade, da poskušajo doseči vsaj minimalno takšne uspehe kot on ali kakšen drugi naš olimpijec. Tudi v prihodnjem letu vas čaka veliko izzivov, že na začetku leta športnik leta. Ja, veselimo se, letos je jubilejna 35. podelitev športnika občine Slovenska Bistrica v strjeni obliki. Moram reči, da so ti rezultati, kako sem že prej povedal, uspešni, dobri, so spodbuda za nadaljnje delo in pa seveda 26. januar v drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica bo en praznik športa. V bistvu se bodo srečali športniki vseh starostnih skupin v različnih športnih panogah in to seveda pomeni en dober znak, dobro spodbudo tudi za tiste, ki bodo prišli gledati. Ja, v imenu Športne zveze občine Slovenska Bistrica in seveda svojem imenu želim vsem športnikom, športnicam in pa vsem, ki se športom ukvarjajo, to se pravi trenerjem, klubom in podobno, veliko uspeha, zdravja in pa seveda tistih rezultatov, za katere tudi sami pričakujejo, da jih bodo dosegli in seveda poiskati vse tiste rezerve, da do teh pridejo. Še enkrat srečno 2018 in pa vesele praznike. Vsem športnikom in vsem njihovim navijačem, predvsem staršem, ki to gledajo, želim srečno, zdravo in uspešno leto 2018. Vsem športnim delavcem, športnikom Slovenske Bistrice, Športni zvezi, potem televizije, kabelske televizije naše, Panorami in ostali, želimo srečno novo leto, uspešno, še uspešnejšo naslednje 2018. Ker smo pred prazniki in ob koncu leta, želim vsem športnicam in športnikom, še posebej šahistkam in šahistom, prijetne božične praznike in srečno in uspešno novo leto. Za ene je to olimpijsko leto, kar je še poseben navdih in jaz upam, da se bodo bistriški športniki tako doslej izkazali v državnem in mednarodnem okolju. V imenu Atletskega društva Slovenska Bistrica bi vsem športnikom, športnicam, športnim delavcem, vsi, ki ste tako ali drugače vpeti v šport in pa tudi navdušenci, športni gledalci, glavnem zaželel bi vam vse naj vam zdravje služi in pa uživajte v športnih uspehih, tako slovenskih kot tudi bistriških športnikov. Pa en srečen Božič in veselo novo leto vsem odbojkarjem in tudi ostalim športnikom. Vsem našim simpatizerjem, vsem občanom Slovenske Bistrice, vsem občanom sosednjih občin, nogometnim klubom, vsem našim prijateljem, donatorjem in sponzorjem, kateri nas spremljajo skozi našo tekmovalno pot, želim veselo in srečno novo leto in seveda tudi srečen Božič. Spoštovani, zadnja informativna oddaja v tem letu se je iztekla. Prihodnji teden pa bomo namesto informativne oddaje predvajali glasbeno monokomedijo avtorja Draga Čoža Maršu 300 narodnih v izvedbi Dejana Kalana. Po novem letu pa boste lahko prisluhnili slovenjebistriškemu Big Bandu z gosti. Sodelavci Studia Bistrica vam želimo prijetne praznike, ki naj jih ne spremljajo petarde, saj bi z njim ogrožali živali. Pa srečno tudi v prihodnjem letu.